V nepremičninah veliko ljudi začne z ogromno željo, energijo in potencialom. Ampak zelo hitro se pokaže, da talent ni dovolj. Če nimaš fokusa, sistema in navad, te lahko svoboda, ki je na začetku tako privlačna, začne počasi razpršiti. Zato danes ne bova govorili o produktivnosti, kot o tem, kako narediti še več stvari. Govorili bova o tem, kako narediti prave stvari, kako si postaviti teden, ki te podpira in kako ostati konsistenten tudi takrat, ko ni motivacije. Moja današnja gostja je Anja, productivity coach, team leader in ženska z več kot 10 letjem izkušenj vodenja ljudi v različnih podjetjih, branžah in dinamikah. Delala je z različnimi profili ljudi, tudi z nepremičninskimi agenti, zato zelo dobro razume, kje se ljudje zataknejo med ciljem in izvedbo. Anja je tudi veliko potovala, študirala v Angliji in skozi življenje razvila širino, ki jo danes prenaša v delo z ljudmi. Je tudi mamica 2 otrok, mlajših otrok, kar ji je dalo še eno pomembno lekcijo. Kako ostati miren, jasen in prisoten, tudi takrat, ko je življenje glasno, hitro in nepredvidljivo. In ravno zato je danes tukaj. Da nam pomaga razumeti, zakaj uspeh ni naključje, ampak posledica jasnih odločitev, fokusa in navad, ki jih ponavljaš tudi takrat, ko te nihče ne gleda. Anja, dobrodošla. Živijo. Povej mi, Anja, s čim ljudje najpogosteje pridejo do tebe kot productivity coach? Ljudje pridejo do mene najpogosteje takrat, ko se jim že zatakne. Ko nekako v svojih ustaljenih načinov dela ali pa tirnicah se ne premikajo več naprej oziroma ne tako hitro, kot bi si želeli, in takrat pridejo do mene. In jaz vidim, da moja naloga je, da jim pomagam se premakniti iz točke A v točko B. Načeloma človek zase tako ve, kaj bi bilo najbolj smiselno narediti, kaj bi bilo potrebno narediti. Vsi rečejo, vem, kaj je treba narediti, dajte mi že povedati, kako naj to naredim. In tukaj kot zunanji, neopredeljeni, neobremenjeni, čustveno upleteni opazovalec jim v bistvu pomagam ali pa jih primem za roko, da naredijo to, kar vejo, da bi želeli ali pa morali narediti, da to dejansko naredijo. V bolj ali manj visokem procentu. Kako bi pa rekla, kako hitro se pokaže, da človek nima sistema? Že v prvih tednih ali šele, ko motivacija pade? Ja, če ne že v prvih tednih, pa definitivno, ko motivacija pade. Ker vsi od sebe pričakujemo ali pa si ne priznamo, da motivacija je nekaj, kar ne traja. Da motivacija niha. In ravno zato je nujno potrebno imeti določene vzpostavljene sisteme, da tudi kot takrat, ko motivacija upade, da delamo tisto stvar in da ne pademo tudi sami. Bi lahko rekli, da svoboda brez strukture v nepremičninah hitro postane kaos? Ja, ne samo v nepremičninah. Jaz mislim, da tudi na splošno v katerem koli poslu ali pa v privatnem življenju. Ravno zato, ker motivacija ne traja in takrat, ko ti ne tečejo stvari tako, kot bi si želel, ugotavljam, da če še vseeno vztrajaš in delaš tiste stvari po korakih in pač si resilient oziroma odporen, slej ko prej spet stvari stečejo. To je zelo pomembno, ker veliko ljudi misli, da jim bo svoboda dala mir, v resnici pa svoboda brez strukture lahko ustvari še več pritiska. Kaj je največja razlika med osebo, ki veliko govori o spremembi, in osebo, ki spremembo dejansko izpelje? Da tisti, ki veliko govorimo ali pa govorijo, so ves čas zaposleni, busy, se jim zdi, da ves čas veliko delajo, na koncu pa bolj malo, na koncu dneva imaš za pokazati. Tisti, ki pa stvar dejansko naredijo, so se pa naučili ali pa so takšni že, čeprav so zelo redki, da samo naredijo, ne overthinkajo. In tudi ne dovolijo svojemu nekemu glasku znotraj, da ni dovolj dobro, ali pa svojemu perfekcionizmu, da jih pri tem ustavljajo, ampak imajo fokus na tisti stvari, ki jih bo dejansko premaknila na želeni cilj in to naredijo. Pa dajva malo konkretnih dejanjih. Kaj na primer se učijo sproti,
pri čemer tudi ti pomagaš v bistvu. Ja, lahko čisto iz lastnih izkušenj povem, da veliko teže je kakšen mail napisati ali pa kakšno objavo narediti na Instagram, kot pa dejansko dvigniti telefon pa človeka poklicati. Ker si vedno predstavljaš, da je to bolj neprijetno, da na drugi strani lahko dobiš zavrnitev, ki se jo načeloma vsi izogibamo. In potem se vpelješ v neko urejanje dokumentacije ali pa pripravo ponudbe. Še vedno veš, čas nekaj delaš, še vedno je nekaj za pokazati, ampak ni to tisto, kar stvar premakne. In tukaj je tudi pri agentih, če gremo direktno na nepremičninske posrednike, je v tem, da pač ne pokličejo ljudi, ne dvignejo telefona. Dialogov, a ne? Narediš napako in greš naprej, se izboljšuješ, izvedbi na terenu. In nujno je treba pač ugrizniti to kislo jabolko, čim prej, vsak dan. Fino pa je, če si kaj vnaprej potreniraš, da se ne učiš čisto na lastnih napakah na licu mesta, ampak da se potreniraš že pred tem. Misliš, da je perfekcionizem v tej fazi pogosto bolj sprejemljiva oblika strahu? Ja, jaz mislim, da je perfekcionizem predvsem krinka pred tem, da odlašaš in da ne narediš tiste ene stvari. Ne? In poliraš do preskončnosti, da bo res popolno, potem pa že v bistvu izgubiš na času, energiji, zagonu, da bi dejansko tisto stvar naredil. Kaj pa misliš, da je zdrava meja kje je meja med zdravo pripravo in odlašanjem? Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da je tukaj treba biti precej iskren sam s sabo. Se pravi, pripravil sem se, naredil sem, zdaj pa just do it. Ne? In fino je, če imaš na drugi strani mogoče nekoga, ki ti to mejo jasno pokaže, če jo sam ne vidiš. Ampak ljudje načeloma točno vemo, kaj moramo narediti, sam nismo dovolj iskreni sami s sabo. Oziroma kupujemo svoje lastne izgovore. Kaj bi rekla nekomu, ki pravi, samo še malo se pripravim, potem pa začnem? Rekla bi, da se je pripravil že dovolj in da ne začne zdaj takoj, tukaj. Priprava dejansko je drugače pomembna, ne? Ampak v nekem trenutku lahko ful hitro izpade izgovor, da ne stopim v realen stik s trgom. Ja, tega sem se jaz tudi v Združenih državah Amerike zelo naučila ali pa seznanila, da v Sloveniji smo zelo ne dopuščamo si napak. Ja? Medtem ko kje drugje v tujini se zelo zavedajo, da se učijo na napakah. Ne? Tudi na lastnih, predvsem pa na tujih. Tudi pri nas je dolgo veljalo, da ni okej, da od nekoga nekaj kopiraš. Zakaj ne? Če je to transparentno, dogovorjeno, zakaj bi vsak hodil svojo pot, če lahko se naučiš napakah drugih in v bistvu zrasteš na njihovih napakah. In tukaj jaz mislim, da je velika razlika med delanjem biznisa v tujini pa ponekod v Sloveniji, da sami sebe zelo zaviramo. Pa dajva zdaj malo pogledati, kaj bi rekla, kje se začetnikom najbolj zatakne? Ja, pri tem, da nima izkušenj ne strokovnih in pa ne izkušenj z poznavanjem ljudi, svoje baze. Tudi nimajo izkušenj v mehkih veščinah, v komunikaciji, v prodajnih veščinah. To so vse stvari, ki jih s kilometrino pridobiš ali se jih pa naučiš. Če nekdo začne, na primer, novo karierno pot v nepremičnino, kje se mu po tvojem najprej zalomi? Na začetku. Da nima posla. Da nima posla. Se pravi, če ti narediš licenco, ne, kako najti posel. In logično se vključiš v nek sistem, greš v neko agencijo, kjer ti pomagajo pridobiti posel. In seveda so tvoj strokovni mentor, ki ti pomaga in te vodi skozi kakršnokoli morebitno vprašanje dobiš na poti. Kaj pa če greva tle recimo, kje se mu po tvojem najprej zalomi, da lahko to naveževa na to, da ful jih hoče začeti samostojno? Lahko. Ali pa da nadaljujem. Nekateri grejo se pridružijo agenciji, nekateri se pa odločijo začeti kar samostojno. Ki jaz mislim, da je tukaj, in to je velik korak, kjer se ti začneš ukvarjati z vsem drugim, ne pa s posredovanjem nepremičnin.
za kar si se izšolal, pa kar ne bi te tudi veselilo, če si se za ta posel odločil. Ukvarjaš se pa z vsem drugim, se pravi s iskanjem poslovnega prostora, z urejanjem poslovnega prostora, z postavitvijo spletne strani, z marketingom. In na koncu ne delaš to, kar bi želel, pa to, kar ti prinaša zaslužek. Preveč stvari je lahko hitro, ne? Ja, predvsem fiksnih stroškov. Zakaj potem ravno mogoče to začetno navdušenje običajno ne zdrži več kot nekaj tednov? Ja, ker si naložiš preveč, sam si za vse. Verjamem, da nekoga, ki je ravnokar opravil licenco, je tudi strah, koliko je strokovno dejansko sposoben speljati določen posel, ker so to kompleksne zadeve. In je psihično naporno, finančno naporno in pa seveda časovno zelo zahtevno. Anja, kako prepoznaš razliko med osebo, ki res nima časa, in osebo, ki se izogiba neprijetnim nalogam? Oseba, ki se izogiba neprijetnim nalogam, je oseba, ki je še vedno zelo zaposlena in ves čas opravlja naloge, ampak to ni nobena od nalog tista, ki dejansko premakne jeziček na tehtnici. Se pravi, jaz sama, ko sem pred neko večjo neprijetno nalogo, niti ni treba, da je večja, ampak je meni neprijetna, bom našla vse drugo, kar je treba prej narediti, pa bo čist tisto v sklopu dela, ampak ne bo tista ena stvar, ki je treba danes narediti, da dejansko določene stvari premaknem. In zato vse modrosti, ki jih poznamo v tem, dejansko držijo. Se pravi, narediš prvo stvar zjutraj in potem vse ostale stvari izgledajo veliko lažje. Medtem ko prvo stvar, tisto težko zjutraj, ki jo narediš, je tudi se ti ne bilda strah, joj, pa še to imam, pa še to. In si ves čas obremenjen, se pravi, si tudi manj uspešen pri ostalih nalogah. In pa ja, dan se pojutru pozna. Se pravi, to, kar narediš do 12. ure, ne glede na to, ali si morning person ali ne, recimo od 10. do 12. ure, so tiste stvari, ki po 12. uri že toliko enih drugih nalog noter lahko skoči, na katere ti nimaš vpliva, sestanki, utrujenost, kosilo. Tako da v bistvu ta oseba, razlika med osebo, ki je zelo zaposlena, je oseba, ki dejansko dela stvari, ki jih je potrebno narediti, da nekaj premakneš v tistem dnevu, tednu, mesecu. Oseba, ki pa samo odlaša, je pa tista, ki ne dela stvari, ki so pomembne za napredek ali pa za nek rezultat. Se strinjam s tabo, jaz to tudi pri sebi opažam, da če zjutraj si ne postavim jasnih ciljev, ne izpeljem dneva, kot bi ga mogla. Deva pogledati še malo real life. Kaj se zgodi, ko nekdo na novo naredi licenco in kar naenkrat se odloči za samostojno pot, se pa znajdeš v situaciji, kjer nimaš več strukture, nimaš več šefa, urnika in pa jasnih dnevnih nalog. To govoriva o osebi, ki je recimo prej imela neko drugo zaposlitev v nekem podjetju, potem pa se odloči iti na svojo pot, podjetniško pot, naredi licenco in zdaj nima tedenskih, dnevnih, mesečnih sestankov, ki so sklicani s strani nekoga drugega in nima nekoga, kateremu poroča o svojih narejenih nalogah in rezultatih. Ja, lahko se počutiš zelo prepuščen samemu sebi, izgubljen in pa predvsem na začetku je verjetno fino pa luštno, ker malo zamenjaš svoj ritem, pa mogoče se s kakšnimi privat zadevami dopoldan ukvarjaš, pa greš na banko takrat, ko ni gužve, pa greš športat zjutraj, pa voziš otroke v šolo z manj preganjanja. Potem pa lahko nastopi panika, zato ker nimaš strukture. To je bila tudi moja lastna izkušnja, pa veliko ljudi, ko smo enkrat izstopili iz rednega delovnega odnosa, občutek slabe vesti, da ti pa zdaj kar zjutraj nekam ne greš. Ja? Občutek slabe vesti, pa ko gledaš vse ostale, kako hodijo, se ti zdi, da ti nekaj narobe delaš. In ja, je potrebno veliko samodiscipline, zato pa je koristno, da si v nekem okolju, ki ti daje nek tempo ali pa podporo. Veliko ljudi tudi reče, da si ne želi delati ves čas od doma, da rad pride v pisarno, če ne vsak dan, pa 2-3 na teden, ravno zato.
da imaš ta občutek pripadnosti, okolja, učiš se od drugih ljudi, svoj izziv, ki ga poveš na glas, ponavadi že slišiš rešitev, samo da si nekomu jo skomuniciral. Tako da je lahko zmeda pa strah. In je pomembno, da imaš neko tako okolje okrog sebe, ki te pri tem podpira. Ja, v bistvu se vse nanaša na to, da ko imamo kar naenkrat svobodo, ne, če nimamo potem te strukture, nas lahko ta svoboda hitro poje, če nimamo vseeno nekih omejitev, če lahko temu tako rečem, pozitivnih. Deva malo pogledati zdaj, kako ti gledaš na fokus in zakaj ljudje mislijo, da so produktivni, če so ves dan zaposleni. Ja, zato, ker ves čas nekaj delajo. Ves čas nekaj delajo, ampak tako, kot sem imela na začetku, na koncu dneva se usedeš pa pogledaš, kaj tisto, kar si naredil, pa imaš bolj malo za pokazati v smeri tvojih ciljev, ki si jih postavil. Zdaj, če se pa cilja ne postaviš, je pa vsaka smer prava. Ne? Če nimaš svetilnika, je čisto vsem, kam pluješ. In zato so te, plus to, da če ti dovolj dolgo si ne postavljaš svojih ciljev, ampak ti, govorim na poslovnem področju, postavljajo drugi, kot so recimo tvoji nadrejeni, potem je pomembno tudi, da se usedeš sam s sabo v tišini pa pomisliš, kaj tvoji cilji sploh so, pa kaj si ti sploh želiš v življenju. Ne, če ti dolgo nekdo govori, kaj ne bi si ti želel, potem niti ne veš, kaj si želiš. In zato je na začetku zelo pomembno, da si postaviš cilje. Fino je, da z nekom tudi preveriš, da so ti cilji realno dosegljivi ali pa da niso prenizki za tvoj potencial. In potem, da cilj dosežeš, je pomembno, da si ga razdrobiš na več korakov, ker drugače je lahko overwhelming, se pravi preveč. Da si razdeliš na korake. Potem je pa tudi pri meni, lahko rečem, koristno, da imaš nekoga kot partnerja, ki te pa malo spodbuja pri doseganju teh ciljev pa izpolnjevanju korakov, da ne zaspiš. In potem malo zaspiš in pol preš v paniko in ta nihanja so lahko neprijetna in kar fajn, če so čim manjša. Kaj pa, če si postavimo previsoke cilje? Ja, jaz mislim, da si ne moreš postaviti previsokih ciljev. Vsak cilj lahko dosežeš, bolj je vprašanje časa. Če si časovno ta cilj neoptimalno zastavil. Ne. Si pa za moje pojme ljudje postavljamo prenizke cilje, ker nas je prvo kot prvo strah, da previsokega cilja ne bomo dosegli in se bomo potem počutili neuspešni. Ali pa da večina ljudi nas ne prepoznava svojega največjega potenciala, ki ga imamo, ker nas je strah to videti v sebi. Če bi moral nov agent izbrati samo eno ključno aktivnost, ki najbolj premakne njegov posel naprej, kaj bi to bilo? Da pridobiva svoje stranke, da komunicira z ljudmi, ki jih pozna, da poveš, čem se sploh ukvarja. Na privatnih druženjih v Sloveniji jaz opažam, da se ljudje ne predstavljamo s tem, kaj poslovno delamo. To je kakor taka tabu tema na privat piknikih, recimo. Ne, ampak kako boš ti nepremičninski posrednik, če ti tvoji najbližji, ki te predstavljam si cenijo, tvojo integriteto, poznajo te, vejo, koliko si iskren, koliko si pošten, koliko si predan določenemu poslu, če niti oni ne vejo, kaj delaš. Se strinjam. Mislim, da tudi da se premalo nasplošno izpostavljajo, tudi kar se social media tiče in podobno. To se lahko mogoče še kasneje dotakneva. Deva pogledati, kako bi ti potem začetniku razložila razliko med delam veliko pa delam tisto pravo stvar. Je čisto enostavno. Da si napiše vse svoje naloge, ki jih namerava opraviti, pa se pa iskreno sam sabo vpraša, a to kaj pelje ali ne. Ali je to samo poliranje do brezkončnosti, nek perfekcionizem. Ampak kaj, če oseba tega ne vidi? Ja, se z nekom drugim pogovoriš o tem. Super. Zakaj bi bili za vse sami? In ljudje z neobremenjenimi očmi zunaj veliko lažje vidijo nekaj, kar ljudje ne vidijo gozda zaradi dreves. Ja. Poleg kontaktiranja svoje lastne baze, tudi da dvignejo telefon pa pokličejo ljudi, ki jih še ne poznajo.
pošljajo lahko SMS, lahko pošljajo mail, lahko grejo izkoristijo vse, kar socialno omrežje ponujajo, od Facebooka, Instagrama, TikToka. Če se ne objavljajo vsak dan, mogoče vsaj nekajkrat na teden ali pa enkrat na teden, da se nekje začne, da ljudje zvejo, da ti obstajaš in da se ti ukvarjaš s posredovanjem nepremičnin. Na kakšen način, zdaj ves čas poudarjam, ljudje vejo, kaj narediti, ampak ne vejo, kako. Na kakšen način narediti prvi kontakt po telefonu? Čist preprosto, manj je več. Ne komplicirati, poveš, zakaj kličeš. In ob tem je pomembno, da si navdušen. Ker če ti ne boš navdušen, potem tudi nekoga drugega ne boš navdušil. Se pravi, keep it simple, pa samo naredi ta prvi korak. Pokličeš, se predstaviš in poveš, zakaj kličeš. Pomembno je tudi, da si narediš neko strukturo, nek plan in da poveš svojo dodano vrednost. Ne? Kaj pa je tisto, kar pri čemer, zakaj bi nekdo se odločil za sodelovanje s tabo? Zakaj ljudje niso konsistentni, pa čeprav vejo, kaj morajo narediti? Ja, zato, ker je to spet kot motivacija. Ne? Enkrat imaš več energije, več zanosa, več zagona, drugič pa pač malo manj. In zato je pomembno, da imaš nek sistem vzpostavljen, da tudi takrat, ko si na low, ko si malo niže, še vedno ne razmišljaš, kaj naj bi zdaj naredil, pa zakaj se tako počutim, pač sam narediš. Ne? In to, kot sem enkrat začela, to ohranja, da zdržuješ nek isti nivo. Tudi takrat, ko padeš, energetsko ali pa motivacijsko. Pa mogoče tudi, da kot posameznik poiščeš kak način, kako bi sam izpeljal znotraj sistema, ki ga imaš. Torej, da sam sebi narediš nekoliko bolj zanimivo in dinamično izkušnjo te poti. Ja. Da si aktiven v bistvu, da tudi vseeno razmišljaš. Koliko dejansko je potem sama nekonsistentnost povezana s strahom pred zavrnitvijo? Ja. Nekonsistentnost, ker pač ne delaš tistih nalog, ki si jih zadal, to pa ponavadi iščeš izgovore, da tega ne narediš, zato ker te pač strah pred neuspehom. Ali pa zavrnitvijo. Ne? Pri agentih je velik del dela komunikacija, follow-upi, klici, objave. Zakaj ravno te naloge pogosto odlašajo? Ne vem, ampak ko se odločiš biti nepremičninski agent, posrednik, si predstavljam, da imaš neko ljubezen do nepremičnin in hkrati do komunikacije z ljudmi, ker konec koncev nepremičnine so le postranski posel, ti v bistvu si v poslu z ljudmi. Ne? Ampak hkrati večina agentov pove, enkrat, ko imam stranko 1 na 1, ni noben problem. In ker sem videla to še lokaciji, kjer veva, zakaj smo tam, ni noben problem. Problem je ponavadi stopiti v kontakt s stranko, ki jo nimaš pred sabo, ali pa ki jo nimaš na nepremičnini. Ne? Takrat je najtežji, ali to preko telefona, ali kakorkoli. In tukaj imajo agenti, ali pa nasplošno ljudje, največji izziv. To pa dosežeš samo z vajo in pa treningom. In jaz mislim, da ti je še vsakem po 10 letih lahko to neprijetno delati, ampak imaš pa orodja, pa veščine in se tega pač lotiš in narediš. Kako si oseba sama lahko pomaga, ko se ji naloga zdi prevelika ali čustveno neprijetna? Da jo razdeli na manjše dele in da brez pretiranega razmišljanja, da izklopi svoje čustva in jih naredi. In da se zaveda, da nobena naloga ni tako grozna, kot na začetku izgleda. Bi mi dala neke mogoče konkretne smernice, kako si lahko razdeliš na manjše dele, naloge, ki jih dejansko nepremičninski agent vsakodnevno upravlja? Primer klicanje strank. Ne? Če si jaz zadam za cilj, da bom ta teden v 5 dneh poklicala 50 ljudi, ki ne pričakujejo mojega klica in za kateri klic nisem dogovorjena z njimi, si to razdelim 50 deljeno 5, se pravi, bom stopila v kontakt z 10 ljudmi in potem si naredim v bistvu time block, time slot v koledarju, si rezerviram recimo 2 uri, ker se zavedam, da več kot 2 uri bom težko z isto energijo klicala.
vzamem zakup, da verjetno ljudi ne bom dobila na telefon ali pa da me bojo neprijetno zavrnili. In si v bistvu za nek čas odmerim v koledarju 2 uri ob točno določeni uri, primer od 8:30 do 10:30, takrat, ko si še sveže glave in tudi tisti na drugi strani se mu ni že pol življenja vmes v dnevu zgodilo, kjer je lahko takšne in drugačne volje. In potem pač kličem in dokler teh 10 ljudi ne dobim na telefon, ne neham. In tukaj pač treba imeti sistem. Jaz zjutraj ob 8:30 ne razmišljam, a bi jaz to delala, pa ne bi, ampak pač to naredim, ker drugače bom najdla 1001 drugo aktivnost, ki bi se mi zdela bolj prijetna, bolj pomembna takrat kot to. In po 10 letih bolj ali manj občasnega hladnega klicanja mi je še vedno neprijetno. Še vedno se moram reči, ta čustva delna stran, ker so nepotrebna. Enkrat, ko pokličeš, vidiš, da ni to tak bav. In tudi, če je, ni to najhujša stvar, ki si te je danes zgodila, oziroma če je super. In narediš. In potem je treba imeti tudi sistem. Saj ni vse samo, da ti pokličeš. Tudi ko človeka ne dobiš na telefon ali pa se zmeniš, da ga kasneje pokličeš, moraš ti imeti sistem, da ga potem res pokličeš. In tukaj pri tem follow-upu imam jaz osebno največji izziv, pa mislim, da tudi večina ljudi. Ne? Ti že narediš čisto eno nalogo, ampak follow-upa pa ne spelješ. In potem se ti stvari pacajo in ne speljajo do konca. Pa nalagajo se, ne? Ja. Kaj je bolj pomembno, motivacija ali okolje? Okolje, ker motivacija spet ne traja. Ne? In v tako okolje, ki se daš, lahko je to okolje, ne vem, spet mogoče premalo ambiciozno zate. Lahko je preveč ambiciozno, pa je tempo, ki ti ne ustreza, pa si ne želiš imeti toliko ambicioznega okolja. Dejstvo pa je, da ti samega sebe vidiš ali pa nadgrajuješ samo, ko si v okolju z drugimi ljudmi, da imaš neko primerjavo oziroma nek feedback, povratno informacijo. Dajva zdaj še ljudem povedati, da ni nič narobe, če te je strah, ni nič narobe, če te je strah torej klicati, objavljati ali iti na teren, ampak da je dejansko narobe, če iz tega narediš izgovor in ne začneš. Ja. Mislim, to, da te ni strah, ni okej, ker potem nisi v kontaktu sam s sabo. Se pravi, ja, strah te je, pomembno pa je, da ta strah greš čez in narediš določeno stvar, tako kot vse ostale stvari v življenju. Je pa vedno lažje, da lahko ta strah na glas komuniciraš in ko ga poveš na glas, ugotoviš, da pač ni tako veliko v bistvu, ne. Ja. Prej si se dotaknila ambicioznosti. Kaj se zgodi, če je nekdo ambiciozen, ampak je v okolju, kjer nihče ne razume njegovega tempa ali cilja? Ja, dobro vprašanje. Glede ambicioznosti jaz gledam tudi na več različnih načinov. Lahko si ti zelo ambiciozen v finančnem smislu, lahko si pa zelo ambiciozen v svojem prostem času. Se pravi, si želiš do maksimuma izkoristiti svoj prosti čas in živeti recimo v miru, hkrati pa ohranjati nek standard, ki si ga zastavil. Ne? Lahko je tudi to ambicioznost. Kako v bistvu v najkrajšem času narediti največ. Zdaj, če je okolje neambiciozno ali pa ne toliko ambiciozno, kot bi si želel, jaz mislim, da si v življenju premalo zavedamo, da imaš veliko več vpliva na ljudi okrog sebe oziroma tudi na lastno prihodnost, kot si upamo priznati. Se pravi, ali narediš okolje, ki je dovolj ambiciozno zate, ali pa pač okolje zamenjaš, saj nisi drevo. Kako nam lahko pri tem kultura pomaga, torej pri konsistentnosti? Mislim, da si predstavljam, kultura ti lahko pomaga pri konsistentnosti tako, da vsi ljudje sledijo eni kulturi in kultura je, da si postaviš cilj, razdeliš na korake in potem se tega držiš. In če zdaj vsi okrog tebe to počnejo, boš tudi ti to počel. Če noben okrog tebe tega ne naredi, si boš tudi ti rekel, zakaj bi jaz to, če noben drug ne? To je ponavadi v službah tako. Se pravi, prideš kot ruki in si ves poln energije in imaš ogromno enih idej. In potem te noben ne vidi. In potem ves čas nekaj predlagaš in vsi rečejo, ja, sej bomo, ali pa vidiš, da ostali v bistvu veliko manj delajo kot ti, pa se jim nič ne zgodi, pa po letu dveh si misliš, zakaj bi pa še ni treba. Plača bo ista. Ja.
Ja. In zato se mi zdi, predvsem v nepremičninah to opažam, da greš na svojo podjetniško pot in dejansko to, kar ti vložiš, to boš ven dobil. Ja? Nimaš ti nekoga nad sabo, ki bo povedal, tvoje delo je pa zdaj tako vrednoteno. Ne? Ampak Dejansko si moraš sam Trg. ja, in trg kaže rezultate. Ne? In to, kar boš vložil, to boš dobil. Zdaj pa je fajn, da si smart pri temu, pa razmisliš, kako lahko z najmanjšim časovnim vložkom največ vložim, tako da imaš v bistvu visoko kvaliteto življenja. Ker moje osebno mnenje je, da je visoka kvaliteta življenja tudi to, da si poleg poslovnega uspeha tudi privatno uspešen, karkoli že to zate vsakega posameznika pomeni. Dober nasvet. Kaj pomeni to, da nisi sam v procesu, ampak da imaš ljudi, ki te držijo v standardu? Če se naveževa na to vse, kar si povedala, pa če povzameva bistvo. Da imaš ljudi, ki te držijo v standardu, je, da imaš kot tim, svojo ekipo, ki s tabo hodi, vsi skupaj hodite in ker malo pade, klecne, drugi poberajo. In je potem vse veliko lažje in tudi ekipno veliko več dosežeš. Poleg tega pa, da je dejansko agent na prvem mestu. Ne? In da v bistvu vsi sistemi so podporni za agenta, ki so mu ponujena orodja, strategije, in izbere tisto, ki je ki njemu najbolj odzvanja ali pa njej. Lahko jih je tudi 3, 4, 20. Ampak v ospredju je pač agent. Ti kot posameznik, da ostaješ avtentičen in da razviješ v bistvu nek svoj stil. Ne? In da ga tudi obdržiš lahko. In gre za podporni sistem posamezniku. No, zdaj bova zelo podporne in bova vsem našim gledalcem in novim agentom sestavile en praktičen mini sistem. Se pravi, tedenski plan je razbit na dnevni plan. Dnevni plan, recept za uspeh pa je, da zjutraj ugrizne ali poje živo žabo, že zjutraj. Se pravi, da se prvi 2 uri svojega delavnika ukvarja z pridobivanjem strank oziroma lidov na takšen ali drugačen način. To, kar smo prej, ali klicanje, stopanje v kontakt prek SMS sporočil, preko mailov, lahko tudi social media. Jaz sem zagovornik, da nujno je potrebno nekaj od tega klicati, zato ker ko ti človeka pokličeš, ne glede na to, da te v živo ne vidi, ker je že tako težje zgraditi odnos, ko enkrat sliši tvoj glas, se veliko lažje s tabo poveže. Socialni mediji so nekaj drugega, ker vidijo v bistvu ali tvojo sliko, ali tudi tvoj govor, posnetek, ampak za nas večino, če še nismo zelo na socialnih omrežjih, je ponavadi klic lažje v prvih korakih narediti. Se pravi, prvi 2 uri je kontaktiranje baze oziroma širjenje svoje baze. Ker če ti nimaš strank, potem tudi ne posreduješ z nepremičnino. Nimaš ne ogledov, ne prevzemov, se pravi, to je prvi korak. Potem pa nadaljuješ z dejanskim, se pravi, prvi del dneva bi jaz prepustila ali pa posvetila delu z ljudmi, Torej stiki s strankami. stiki s strankami, potem pa delu z nepremičninami. Se pravi, ogledi, prevzemi, zdaj odvisno od urnika. In pa potem pripravo kakršnikoli pogodb in to šele takrat, ko si že stopil v stik z ljudmi dejansko in pridobival nove stranke. Koliko klicev naj opravi v enem produktivnem tednu? Ja, recept za uspeh je, da naj bi jih naredil 10 na dan, klicev, potem poslal 10 SMS sporočil in pa potem tudi prek socialnih omrežij, se pravi recimo, da bi 10 lajkov stisnil ali pa 10 komentarjev naredil, se pravi vsega skupaj 10. Potem, da bi s 5 ljudmi stopil v kontakt, da prav prek zasebnega sporočila in pa da bi naredil neko eno objavo na dan. Ali to zdaj story, ali to reel, odvisno. To je recept za uspeh, kjer ne moreš ne uspeti. Zdaj, seveda pa je vsako stvar gradiš lahko od začetka, tako da odvisno, kakšno frekvenco se lotiš,
sam na začetku. Dejstvo pa je, da če hočeš pohiteti, je to definitivno recept za uspeh. Daj mi zdaj povej, katere 3 navade bi mu dala za prvih 30 dni? Za prvih 30 dni bi predlagala prvo, da trenirajo dialoge po telefonu. Se pravi, če to poudarjamo, da je treba stopiti v kontakt z ljudmi, da jih pokličeš po telefonu, da ti ne treniraš vnaprej, kako boš ponudil svojo dodano vrednost, kako se boš predstavil. Tako neverbalno, ton glasu, kot vsebinsko. Hkrati, da predvidiš, kakšni bodo odgovori na drugi strani in da se tudi na to pripraviš, kako boš te odgovore, kako boš na te odgovore odgovoril. Druga stvar bi recimo predlagala, da mogoče, če presedlaš ali pa šele začneš, da prebereš določene knjige, ki bi ti izjemno lahko koristile pri osebnostni rasti in pri samem poslu, pa potem, ko boš imel veliko nepremičnin v posredovanju, enostavno ne boš imel časa te knjige brati, tako da mogoče se na ta način izobraževati pa nadgraditi svoje znanje. Recimo prva knjiga, ki bi jo priporočila, je The One Thing, ki jo je napisal Gary Keller in pa Jay Papasan, ki te zelo dobro usmeri, kako držati fokus. No. In kako držati fokus in kako iz tega balasta nalog na to-do listi, ki jih imamo privati in poslovno, in ki nam še drugi nalagajo, kako v bistvu res ohraniti fokus pa smer tja, kamor želiš priti. Recimo za manj izkušenega nepremičninskega agenta je Rookie, kako je že cel naslov? Rookie the Real Estate Agent. Ja, Rookie the Real Estate Agent, kjer zelo lepo prikaže, v bistvu predstavi ta posel, kako se ga lotiti po korakih, na zelo berljivo, simpatičen način. Za nekoga, ki je pa bolj izkušen, ki pa bi želel nadgraditi svoje poslovanje, pa pol The Red Book, Millionaire Real Estate Agent knjiga. Tako da to drugo. Tretje pa, da kar greš na oglede. Tudi če to ni posredovanje tvoje nepremičnine, za katero si se posredovanje dogovoril, da greš na oglede, pa da vidiš, kaj trg ponuja, da se seznaniš s trgom, da spoznaš tam mogoče tudi kupce, ljudje, ki kupujejo, ljudi, ki prodajajo, da na ta način v bistvu si, da si v džiru, da si v pogonu. Mi imamo res krasno ekipo agentov na vseh lokalnih regijah. V bistvu so vsi res zelo pripravljeni pomagati. Tako da vedno lahko kogarkoli pocukaš za rokav, pa a grem lahko s tabo pogledati to pa to nepremičnino, a grem lahko s tabo čez en določen postopek. In sistem lahko bistveno v prvih 30 dneh, torej v prvem mesecu, ogromno pomagaš za naprej. Tako, da ne sediš v praznem pisarni, greš lahko z svojimi agenti na oglede. Lahko greš pa na oglede tudi nepremičnin, ki se oglašujejo na nepremičnine.net ali kjerkoli. Se ne rabiš ti vedno imeti kupca ali pa najemnika zraven. Pač prideš pogledati nepremičnino, da si seznanjen s trgom. Da vidiš, kaj se prodaja, kakšne so nepremičnine, kako izgleda in tako naprej. Veš kaj, zdaj smo tukaj odgovorili še na moje naslednje vprašanje, ki se je sicer glasilo, kaj naj meri, da ne živi samo v občutku, ampak vidi realen napredek. Sva že veliko povedala, ampak bi mogoče še kaj dodala? Ja, da mi ljudje na splošno zelo po občutku delamo zadeve, je pa fajn, da si jih beležiš, ker številke ne lažejo. No, tudi lahko statistično prilagajaš, ampak načeloma če imaš stvari črno na belem, potem ti dejansko vidiš, koliko v bistvu sam sebi mečeš pesek v oči ali pa ne. Zato je fajn imeti ali cilje napisane na steni, na tabli, kjer so ves čas vidni, tudi številke, da imaš ves čas napisane, in da v bistvu samega sebe držiš accountable. Da samega sebe spodbujaš v bistvu. Ja. Zdaj tole vprašanje mislim, da bo mnogim zelo zanimivo, ker sem tudi sama že kar nekaj let v prodaji, sem se tudi jaz soočala z temi občutki.
Deva pogledati, koliko pogosto naj dela follow-up in kako naj premaga občutek, da je nadležen. Po mojem mnenju lahko čisto vsak uspe v nepremičninah, če ga to veseli. Ja, če te nekaj veseli, se boš naučil in komunikacije, in prodaje, in pravnih zadev, vsega strokovnega, kar obstaja, če te to veseli. In zdaj ljudje smo si različni, imamo različne karakterje, različne pristope in to je pomembno tudi upoštevati, glede na to, da na drugi strani tvoja stranka so si različni karakterji, imajo drugačne pristope. In da lahko vsak najde nekaj za vsakega. Se mi zdi pa izredno pomembno razumeti, da kot nepremičninski posrednik ali pa agent imaš dve karieri. Ti nisi v poslu samo z nepremičninami, ampak tudi z ljudmi. Ja? In se mi zdi, da velikokrat se fokusiramo samo na posredovanje nepremičnin in pozabljamo pa graditi svojo bazo, ker pozabljamo, da vsaka nepremičnina ima lastnika. In on je tisti, ki se odloča, kdo bo njegov agent, če sploh agenta bo imel. Ja, fajn je tukaj mogoče vedeti, da tudi če je nekdo bolj sramežljiv ali pa če je bolj introverta, mogoče bi to res izpostavila, da to ne pomeni, da taka oseba ne more zasijati v prodajnih veščinah. Ravno zato, ker tudi on bo našel stranke, ki jim je ravno tak profil agenta všeča. Tak pristop, bolj, da se z njim bolj ujame, ne? In da ga ne meče toliko ven iz cone obdobja. Nekdo, ki je malo bolj umiren, malo bolj preudaren, uporablja malo manj besed. Ja. Greva še na zadnje vprašanje. Kaj bi rekla nekomu, ki čuti, da je za več, ampak ga je strah začeti? Da ne začne. Ja, da ne začne. Da strah se nikoli ne bo zmanjšal, kvečjemu veča se s časom, še posebej, če ga premlevaš sam v svoji glavi. In da če imaš strah, se je fajn pač spet z nekom pogovoriti, ki ti kot zunanji neopleteni ta strah pomaga razbiti. In ta neka želja te bo ves čas preganjala. In bolje, da začneš takoj, kot pa da predolgo odlašaš. Ali pa, da kadarkoli obžaluješ, da se nečesa nisi lotil, ker te je bilo strah. Ja, najlepša hvala za to priložnost. No? Se veselim, da še v kratkem še kaj spet posnameva. Z veseljem. Tako. Če povzamem, uspeh ni vedno vprašanje talenta, znanja ali ambicije. Velikokrat je vprašanje strukture, kako si postavimo teden, kako jasno vemo, kaj je naša prioriteta, kako se vrnemo nazaj k fokusu, ko nas zmotijo telefoni, sestanki, stranke, strahovi ali pa pač vsakdnevni kaos. Danes smo govorili tudi o tem, da ljudje pogosto ne odnehajo zato, ker niso sposobni, ampak zato, ker nimajo jasnega sistema, okolja in podpore, ki bi jih držala tudi takrat, ko motivacija pade. Za vse, ki nas poslušate, če ste na začetku svoje poti, če razmišljate o nepremičninah ali če ste že v tem poslu, pa čutite, da vam manjka jasnost, fokus ali ritem, naj bo današnji pogovor opomnik. Ni vam treba vsega ugotoviti sami. Začnite z eno stvarjo, z enim jasnim fokusom, z eno navado, z enim tednom, ki ga postavite drugače. Ker včasih preboj ne pride iz tega, da naredimo več, temveč pride iz tega, da končno začnemo delati prave stvari dovolj dolgo. Začnite z eno stvarjo, z enim jasnim fokusom, z eno navado, z enim tednom, ki ga postavite drugače. Ker včasih preboj ne pride iz tega, da naredimo več, temveč pride iz tega, da končno začnemo delati tiste prave stvari dovolj dolgo. In ne rabiš imeti vsega razčiščenega, da začneš. Rabiš prvi korak, pravo okolje in dovolj konsistentnosti, da si dokažeš, kdo lahko postaneš. In ne pozabi, če še nisi prebral knjige Ena stvar od Gary Kellerja, ti jo res toplo priporočam, kajti v njej boš našel dejansko korake, kako izluščiti bistvo in kako priti do tiste pomembne ene stvari, ki ti bo v pomoč za prihodnje korake.